Lep pozdrav vsem skupaj. Ura je odbila 3:30 in čas je, spodobi se in je pravično, da začnemo naš prvi akademski forum v letu 2022. Leto se je začelo izjemno intenzivno, smo že proti koncu prvega meseca januarja in danes, verjeli ali ne, se srečujemo že na petem akademskem forumu nove univerze. Na tokratnem akademskem forumu se bomo posvetili osrednji temi raziskovalnega projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije. In ta osrednja tema je preučevana konferenca o prihodnosti Evropske unije. Konferenca o prihodnosti Evropske unije, kot veste, se je začela 9. maja 2021. Njen namen je narediti veliko vsesplošno razpravo med državljankami in državljani Evropske unije o tem, kakšno prihodnost tega kontinenta si želimo, kakšno prihodnost si predstavljamo. Ta razprava je nujna, je ključna po vseh krizah, ki so prizadele Evropsko unijo v zadnjem desetletju oziroma dveh. Nekako smo se odločili, da je bilo dovolj in da sedaj na evropski ravni naredimo torej vsesplošno razpravo, neke vrste brainstorming skupaj z državljankami in državljani, ter da svoje institucije držav članic in institucije Evropske unije usmerimo na tisto pot, ki si jo sami kot državljanke in državljani želimo. Še vedno smo verjeli ali ne, v covidnih časih, tako da tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije pretežno poteka na digitalni platformi, ki jo je pripravila že vnaprej Evropska komisija. Za namene današnjega srečanja sem si šel nekoliko pogledati statistične podatke te digitalne platforme, ki je relativno v redu obiskana. Na 10.000 idej je bilo predstavljeno, več tisoč dogodkov je bilo odvitih v zvezi in na temo konference o prihodnosti Evropske unije, pa vendarle me je hkrati prešinilo tudi manjše razočaranje, ker če bi pogledalo, kaj se dogaja na drugih socialnih platformah, da za nobeno ne delamo reklame, ki sicer napolnjujejo svetovni splet, bi lahko videli, da je tam razprava mnogo bolj burna. Ampak to morda nekaj več pove o samem tradicionalnem demokratičnem primanjkljaju v Evropski uniji, ki pa ga želi ta konferenca o prihodnosti Evropske unije tudi odpravljati. Kakorkoli že, danes smo se zbrali raziskovalke in raziskovalca, ki nas vidite pred seboj. Vsi smo člani raziskovalne skupine Fakultete za državne evropske študije Nove univerze v okviru projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije, ki se tudi že počasi izteka. Za tiste, ki vas zanima, kaj vse smo že v dosedanjih skoraj 3 letih objavili, pripravili, ste vabljeni, da si pogledate našo spletno stran. Danes pa bomo nekako predstavili slovenski pogled na prihodnost Evropske unije, nikakor ne vseobsežen, dotaknili se bomo zgolj specifičnih področij. In sicer Maja Cigoj, ki je naša asistentka, raziskovalna asistentka tudi na projektu, bo pogledala na konferenco o prihodnosti Evropske unije z vidika varstva človekovih pravic. Docentka Verena Rošic Feguš se je posvetila bolj socialni dimenziji delovanja Evropske unije. Kolegica, izredna profesorica Lilijana Brožič bo, kot izhaja iz njene specializacije, na kratko predstavila svoj pogled na prihodnost Evropske unije na področju varnosti, na področju obrambe. Kolega Justinek, docent dr. Justinek, pa kot ekonomist bo predstavil svoj ekonomski pogled. Te poglede na prihodnost Evropske unije bomo malce tudi pomešali z oceno slovenskega predsedovanja Evropski uniji, ki se je, kot veste, izteklo s koncem lanskega leta.
leta. Kritike, preden se je predsedovanje začelo, so bile neizmerne, potem pa so te kritike nekako potihnile in zdaj bolj kot ne prevladujejo pohvale, zlasti iz strokovnih in diplomatskih krogov, pa bomo tudi o tem kaj rekli tekom našega današnjega akademskega foruma. Kot se spodobi, ste k razpravi vabljeni tudi vsi udeleženci, ker delujemo v webinar modu, se žal ne morete pojaviti s svojim glasom in stasom, lahko pa vprašanja zastavite v našo klepetalnico. Če jih bom tam zagledal, jih bom tudi z veseljem zastavil našim razpravljalcem, da bodo nanje tudi odgovorili. Tako, to je bilo nekaj uvodnih besed z moje strani. Zdaj pa kar predlagam, da začnemo tako, kot smo se dogovorili. Uvodoma bo vsak od naših današnjih gostov na kratko predstavil tisto, kar je objavil, pripravil v working paperju. Namreč podlaga za današnjo razpravo, za današnje srečanje je working paper nove univerze na temo prihodnosti Evropske unije. Morda še glede tega rečem en sam stavek. S tem današnjim dogodkom nova univerza tudi lansira inicijativo Working Papers, to so neke vrste delovni papirji, ki nastajajo neposredno iz naših raziskovalnih udejstvovanj. Te working paperi bodo odslej naprej kontinuirano objavljani na spletni strani založbe nove univerze in ste vabljeni tudi k branju in se na ta način tudi nova univerza pridružuje dobrim praksam tujih univerz. Tako, to bi bil še ta zadnja tehnična fusnota. Zdaj bi pa kar prosil kolegico Majo Cigoj, da prične današnjo razpravo in sicer z nekimi temeljnimi izhodišči, nekimi temeljnimi točkami, kot sta jih s kolego Letnar Černičem zastavila v zvezi z reformo varovanja človekovih pravic v Evropski uniji v prihodnje. Maja, oder je tvoj. Ja, hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Kot rečeno, sva ta prispevek pripravila skupaj s profesorjem Letnarjem Černičem. Ukvarjala sva se zlasti z vprašanjem, kakšno prihodnost pravzaprav ima varstvo temeljnih pravic v Evropski uniji. Pri tem sva izhajala iz predpostavke, da je varstvo temeljnih pravic eden izmed pomembnejših elementov ustavno-pravnega reda Evropske unije in da ga je prav zato vredno še nadalje razvijati in nadgrajevati. Obstoječi formalni okvir varstva temeljnih pravic v Evropski uniji je v ustanovnih pogodbah opredeljen procesno gledano v pogodbi o delovanju Evropske unije, torej tam so določeni postopki, ki potekajo pred sodiščem Evropske unije v zvezi z varstvom temeljnih pravic, medtem ko je katalog pravic pa po vsebini določen v listini Evropske unije o temeljnih pravicah, gre pa seveda za varstvo na tistih področjih, na katerih Evropska unija izvršuje svoje pristojnosti. Poleg listine se pred sodiščem Evropske unije sicer še vedno uporablja tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. Ta je imela pomembnejšo vlogo sicer v preteklosti, preden je listina postala formalno zavezujoči pravni vir. V zadnjem desetletju pa se njen neposredni vpliv v sodni praksi sodišča Evropske unije postopoma zmanjšuje, medtem ko se širi in poglablja seveda uporaba in konkretizacija pravic, ki jih določa listina. Tako da sodišče Evropske unije v bistvu razvija svoj avtonomni sistem varstva človekovih pravic, ki bolj tudi ustreza načelu avtonomnosti prava Evropske unije. Zdaj, da bi se ta ideja seveda o avtonomnem varstvu temeljnih pravic posameznika v Evropski uniji lahko zares udejanila v največjo korist posameznika, menimo, da bi bilo potrebno odpraviti neko osnovno pomanjkljivost, ki v bistvu omejuje učinkovitost varstva pravic v pravnem redu Evropske unije in sicer omejen dostop posameznika do sodišča Evropske unije v primerih, ko nacionalne oblasti kršijo temeljne pravice posameznika. Posameznik sicer lahko se izpodbija akte, ki jih sprejemajo institucije Evropske unije,
in s katerimi so kršene pravice iz listine pred sodiščem Evropske unije, ne more pa neposredno izpodbijati nacionalnih aktov. Pri tem pa se nam zdi tudi smiselno, da Evropska unija, ko razvija te avtonomne mehanizme varstva temeljnih pravic, še naprej, da se zgleduje po praksi Evropskega sodišča za varstvo človekovih pravic, ki ima na tem področju že dolgo tradicijo in bogate izkušnje, medtem ko sodišče Evropske unije te svoje veščine šele razvija. Zlasti tukaj mislimo seveda na procesno dimenzijo, torej da posameznik lahko neodvisno od nacionalnih institucij v postopku pred sodiščem Evropske unije izpodbija nacionalne akte, ki kršijo listino. V kombinaciji s procesnim vidikom pa izpostavljamo tudi v bistvu relevantnost listine kot materialno-pravnega vira temeljnih pravic v Evropski uniji. Zlasti gre tu poudarek na drugi generaciji pravic, saj je v primerjavi z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, ki je v bistvu na tem področju nekoliko bolj konzervativna, pa listina vsebuje bogat katalog ekonomsko-socialnih pravic, ki grejo bolj v korak s časom in so za posameznike znotraj Evropske unije zelo uporabne. In zato se nam zdi, da je na tem področju pač angažma sodišča Evropske unije ključnega pomena. Poleg sodišča Evropske unije se s človekovimi pravicami ukvarjajo tudi drugi akterji, ki delujejo v tesnem sodelovanju z vsemi relevantnimi nacionalnimi in nadnacionalnimi institucijami. Recimo zelo pomembno vlogo igra Agencija Evropske unije za temeljne pravice, no pa tudi druge so še. Ti akterji sicer nimajo formalno zavezujoče avtoritete, vendar so kljub temu pomembni predvsem zato, ker so opremljene za zbiranje in obdelovanje podatkov in na njihovi podlagi potem pripravljajo analize, poročila, informacije in tako naprej. V teh dokumentih se identificirajo problemi, ki nastajajo na področju varstva temeljnih pravic in se potem tudi razvijajo smernice za izboljšavo sistema. In prav zato v teh akterjih tudi vidimo nek potencial za podporo razvijanju čim višjih in čim bolj enotnih standardov varstva človekovih pravic v Evropski uniji. Tako da vidimo, da je razvoj avtonomnega sistema varstva temeljnih pravic v Evropski uniji že zelo napredoval, da to področje pridobiva v pravnem redu Evropske unije vedno večjo veljavo in da se s tem področjem intenzivno ukvarjajo torej ne samo sodne, ampak tudi politične institucije znotraj Evropske unije, da pa je po drugi strani seveda še vedno najti prostora za neko nadgradnjo in izboljšanje položaja posameznikovih pravic tudi v praksi. Toliko za začetek, kot iztočnica. Hvala. Hvala lepa, Maja, za to predstavitev, zlasti intrigantno idejo, da bi tudi sodišče Evropske unije v bistvu odprli kot sodišče za presojo nacionalnih pravnih aktov. O tem prav gotovo moramo kaj reči še v nadaljevanju. Zdaj pa dajem besedo kolegici Vereni. Verena, ti združuješ več dimenzij prava Evropske unije. Na eni strani si se veliko ukvarjala s tako imenovanim mehkim pravom, po drugi strani veliko v praksi delaš tudi na področju socialne države in prav to mehko pravo je bilo najbolj tako nekako proliferirano, razširjeno v Evropski uniji ravno na področju socialnih zadev. Kaj si v zvezi s tem ti ugotovila v tem našem working paperju, tudi z uvidom glede prihodnosti Evropske unije? Hvala, Matej, za besedo. Lep pozdrav še z moje strani. Torej, kot je rekel profesor Avbelj, sem se jaz v mojem prispevku ukvarjala predvsem z skladnostjo mehkega prava Evropske unije z enim izmed temeljnih postulatov Evropske unije, to je z vprašanjem njegove skladnosti oziroma zaenkrat boljše neskladnosti z načelom pravne države. Zdaj vsak, ki vsaj malo se ukvarja z pravom Evropske unije, hitro ugotovi, da mehko pravo na področju EU ni več neznanka. Ko se je sicer pred več kot 3 desetletji prvič pojavilo v Evropski uniji, se ta pojav sicer nikomur ni zdel ne niti preveč pomemben,
še manj pa problematičen. Vendar pa je tekom razvoja zaradi vse večjega obsega aktov te vrste, ki jih sprejema zlasti Evropska komisija, skupaj s podporo Sodišča Evropske unije, ki danes mehkemu pravu priznava tako praktične kot tudi pravne učinke, v določenih situacijah pa tudi zavezujoče pravne učinke, v EU zrasla pomembnost mehkega prava. Že tradicionalno se glede mehkega prava poudarjajo njegove prednosti, predvsem prožnost, hitrost sprejemanja odločitev in pa predvsem zmožnost ukrepanja, takrat, ko zavezujoča zakonodaja tega ni zmožna, vendar pa se enako že tradicionalno poudarja tudi njegova negativna plat. Predvsem pravni akademiki v tem oziru poudarjajo nizko oziroma prenizko stopnjo legitimnosti mehkega prava, prenizko stopnjo demokratičnosti, preglednosti pri njegovem sprejemu in pa v določenem oziru tudi nezmožnost njihovega samostojnega izpodbijanja pred Sodiščem Evropske unije. Pregled aktov mehkega prava namreč pokaže, da v bistvu nekega predpisanega ali pa ustaljenega postopka sprejemanja aktov te vrste ni. Evropska komisija sicer pri posameznih vrstah mehkega prava sledi neki lastni praksi, vendar pa ne primarno, ne sekundarno pravo Evropske unije ne predpisujeta nekega načina sprejemanja aktov te vrste. V vsakem primeru, tudi ko se Evropska komisija odloči, da bo sledila neki svoji lastni praksi, gre za lastno odločitev Evropske komisije, od katere lahko ta odstopi vsakič, ko bi se ji to zdelo potrebno, ali ko ne bi imela časa, da nekemu določenemu postopku sledi. Bolj ali manj, torej akti te vrste, čeprav dokaj intenzivno posegajo v pravice in obveznosti tako držav članic, kot tudi kasneje naslovnikov, torej državljanov, so sprejeti po vsebini in pa takrat in tako, ko Evropska komisija oceni, da je to ustrezna. Epidemija, v kateri se nahajamo sedaj, je situacijo še poslabšala. V bistvu v tem času je bilo sprejeti tudi cel kup aktov mehkega prava, bodisi popolnoma brez posvetovanja z državami članicami ali pa z zelo omejenim posvetovanjem z državami članicami, kar pomeni, da je tako imenovano krizno mehko pravo, čeprav v tem trenutku izrazito pomembno za države članice, glede na to, da pač se poskušajo omiliti negativne posledice zdravstvene krize na svoje ekonomije, ima še manjšo legitimnost oziroma je stopnja legitimnosti tega kriznega mehkega prava še nižja kot sicer. Takšen način, torej predvsem sprejemanje mehkega prava brez predstavnikov ljudstva in pa vsa odsotnost preglednosti načina njihovega sprejema nasprotuje tudi načelu pravne države. V prihodnosti bi zato veljalo določiti neke minimalne procesne standarde oziroma poenostavljeno povedano določiti postopek sprejemanja mehkega prava, ki bi seveda na eni strani moral vključevati temeljno značilnost mehkega prava, to je zlasti njegova prožnost, ter pa na drugi strani zagotoviti neko ustrezno preglednost in pa participacijo javnosti, s čimer bi se tem aktom izboljšala legitimnost, demokratičnost in pa preglednost. V prispevku zato predlagam uvedbo obveznega posvetovanja, obveznega upoštevanja rezultatov posvetovanja, objavo vseh dokumentov in pa tudi morebiten veto Evropskega parlamenta ali pa Evropskega parlamenta in sveta v situacijah, ko gre za popolnoma arbitrarno odločitev Evropske komisije. Za vpeljavo vsaj minimalnih procesnih standardov bi po mojem mnenju mehko pravo podalo roko načelu pravne države, s čimer bi prispevalo k njegovi okrepitvi na
ravni Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, Verena, zelo zanimivo. Tudi k tebi se bomo še vrnili, na nek način tudi tvoja tematika povezana s tem, česar se je dotaknila Maja, ne, oboje nekako povezuje skrb za vladavino prava, ki ni zgolj problem v državah članicah, morda tudi na ravni Evropske unije, sploh kar se tiče mehkega prava. O samem mehkem pravu tudi lahko rečemo še marsikaj. Prepričan sem, da kakšen od naših poslušalcev niti ne ve, kaj mehko pravo je, pa se k temu vrnemo v nadaljevanju. Zdaj imamo pa priložnost, da prisluhnemo še naši kolegici Lili Brožič. Lili, tvoje poglavje je bilo posvečeno vprašanju varnosti, obrambe in prihodnosti v zvezi s tem v Evropski uniji. Ko si to pisala, si se lahko zadržala predvsem predvsem na teoretični ravni, danes pa, ko spremljamo dogodke v Evropski uniji v njeni neposredni bližini, pa se zdi, da so problemi varnosti in obrambe postali kar naenkrat izjemno konkretni na način, na katerega si še pred kratkim ne bi niti predstavljali. Torej, kako ti vidiš prihodnost Evropske unije na področju varnosti in obrambe? Hvala lepa, Matej, za besedo. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami. Torej, jaz sem se pač lotila v tistem času, ko sem to pisala, sem želela predvsem preveriti, kaj si je Slovenija zadala v skupnem 18-mesečnem programu predsedovanja Sveta EU na področju skupne varnostne in zunanje politike Evropske unije. In zanimalo me je, kaj je Slovenija v okviru tega programa lahko sploh naredila, ker časa je bilo relativno malo, kljub vsemu. Seveda me je pa predvsem zanimalo to, kakšni so prihodnji izzivi Evropske unije na tem področju. Torej, v tem programu je bilo 6 ključnih programskih točk, in sicer pod prvo točko je bilo zapisano, da si želi Evropska unija, oziroma pač vse 3, ki so predsedovale, vključno Slovenijo, močno zaveso okrepiti vse aspekte skupne varnostne in obrambne politike, da želi biti zanesljiv globalen akter na področju varnostne in obrambne politike. Zdaj, če majčkeno to pogledamo v kontekstu tega, kar se dogaja danes, tako kot je omenil Matej, ugotavljamo na primeru odnosov, ki potekajo z Ukrajino, da Evropska unija enostavno ni še zaenkrat globalni partner in da se o teh vprašanjih dogovarjajo neke druge velesile. V tem trenutku Evropska unija nima take vloge, kot bi si jo želela. Torej, v drugi točki si želi sodelovati kot celota, torej kot Evropska unija in ne samo kot neka parcialna država ali kakorkoli, želi si pa biti samostojna sila. Torej, pri teh vsebinah se vedno znova mnogi avtorji, ki so o tem pisali, sklicujejo na dogovor v San Malu, kjer je bilo dogovorjeno, da bo Evropska unija imela 60,000 vojakov, ki bojo na voljo v najrazličnejših situacijah, ko bo Evropska unija to potrebovala. Pogodba v San Malu je bila podpisana leta 1999. Danes vemo, da temu ni tako, še vedno nismo prišli do teh 60,000 vojakov, ki bi bili na razpolago za vse mogoče situacije. Še več, pravzaprav smo stopili nek korak nazaj, s tem, ko je prišlo do Brexita, smo izgubili eno od ključnih pogodbenic tega sporazuma. In kakšna je situacija, vidimo zdaj, nekaj smo od tega videli, kaj se je zgodilo na primeru migracij, nekaj zdaj vidimo, kaj se dogaja na COVID-u in seveda tudi, kar se tiče Ukrajine. Naslednja točka je bila zmožnost delovanja Evropske unije na strateški ravni z prizadevanjem po vzpostavljanju političnih usmeritev, da bo več sodelovanja, da bojo boljši odnosi. V ta namen nastaja strateški kompas, ki je nekje v zaključni fazi. Zdaj, eno je, kaj je dogovorjeno na teoretičnem nivoju, drugo pa je, kaj se spet dogaja v praksi. Četrta točka je bila cilj imeti bolj usmerjene obrambne zmogljivosti, bolj usmerjeno načrtovanje, bolj usmerjen razvoj. Zdaj vemo to, kar je bilo v 5. točki, da se ukrepi CARD, PESCO in European Defence Fund. Bilo je veliko na tem narejenega, kar se tiče Evropske unije, ampak dejstvo je, da je nekako situacija z področja varnosti in obrambe
v Evropi in okrog nas nekako te cilje Evropske unije povozila ali jih pa vsaj pustila nekje od zadaj, torej Evropa na tem področju zaostaja. Potem pa zadali so si za cilj, oziroma smo si zadali za cilj polno vpetost v sodelovanje z NATO-om. Namreč veste, da smo imeli kar nekaj časa, vsaj zadnji 2-3 leta, kar precej je bilo debat sploh političnih akterjev o tem, kako mora Evropa bolj skrbeti za sebe, kako ne sme biti tako zelo navezana na zvezo NATO, da mora zadostiti različnim finančnim obveznostim, ki jih je obljubila, še posebej v Walesu, recimo tistih 2% deleža BDP za obrambo in varnost, do katerih še vedno kar nekaj držav ni prišlo. Na primeru spet migracij, covida in podobno pa se je izkazalo, da bo na ta način težko peljati skupno varnostno in obrambno politiko Evropske unije, če bodo članice zelo različno skrbele za to področje in seveda prihaja do nekih situacij, ko se ne moremo več zanašati na nekoga drugega, ampak se moramo zanesti predvsem nase. Iz tega izhajajo nekje, vsaj jaz sem jih razvrstila kot 4 ključne dileme za naprej. Torej, tista prva, ki bi jo pa rada poudarila, izhaja pa iz enega članka dr. Aubla, kjer je pisal o pomenu večjega zavedanja državljanstva v Evropski uniji. Torej, da bi se počutili bolj skupaj, bolj povezane, bolj enotne, če bi želeli karkoli, kar se tiče tega področja, doseči na nekem novem nivoju. Namreč gre za tisto večno dilemo, ali naj Evropska unija, kar se tiče skupne varnostne in obrambne politike, deluje enotno, ali naj deluje še vedno na nekem nacionalnem nivoju. Večina stvari države ureja na nacionalnem nivoju in kadar se je treba seveda nekaj odločiti na skupnem nivoju, to zahteva vire, zahteva določeno ekipo in seveda relativno hitro odločanje. Namreč na primeru migracij smo lahko izkusili, kaj se zgodi, ko je Evropa ogrožena od znotraj. Torej, države so reagirale vsaka sama v prvi fazi, vsaka se je mogla sama znajti in šele kasneje v nadaljevanju je prišlo res do nekih ukrepov strani Evropske unije, do nekih dogovorov in podobne zadeve. Druga zadeva pa je, kar je značilna recimo in nekako nov pojav, ki ga je začutila Evropska unija in seveda tudi doživela, namreč skupna obrambna in varnostna politika se je vedno pripravljala na neke ukrepe, na neke scenarije, ki se bodo zgodili zunaj njenega ozemlja. Sprememba, ki se nam je zgodila že z migracijami, pa zdaj kasneje s covidom, je, mi imamo neke varnostne situacije v sami Evropski uniji. Iz tega potem izhaja naslednje izhodišče, ki se imenuje v literaturi temu top-down ali pa bottom-up odločanje. Torej, zakaj je recimo NATO bolj efektiven kot je Evropska unija? Zaradi tega, ker zveza NATO nekje na vrhu nekaj odloči in potem naredi usmeritve navzdol. Kar se tiče pa skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, pa vse temelji na prostovoljnem prispevanju držav članic, ki se kasneje oblikuje na neko skupno osnovo in neko delovanje in reakcijo na tisto, kar se dogaja. Tako da tukaj je še cel kup enih izzivov. Druga pa, ki se je pojavila pa še malo sicer pri migracijah, še posebej pa zdaj pri covidu, je pa naslednja. Namreč vsaka država članica in Evropska unija kot celota bojo morali delati več na odpornosti družbe. Zakaj? Ker očitno pač vse to, kar doživljamo, še posebej, če malo omenim različne okoljske težave, vemo, kako so v Nemčiji imeli zelo pred kratkim te težave, je ta odpornost države postala izredno pomembna in ne samo obrambnega segmenta, varnostnega segmenta, ampak tudi tako zdravstvenega, socialnega in tako da bo treba v tem še ogromno enih prizadevanj na tem področju. Moram pa tukaj še omeniti pa te zmogljivosti. Namreč zmogljivosti so šle sploh posebej vojaški na varnostnem področju, po koncu hladne vojne v izrazito recesijo, ker smo bili precej varni in nismo ničesar potrebovali. Zdaj pa je treba tem zadevam enostavno posvetiti več pozornosti. Zakaj to omenjam? Ena taka klasična zadeva je recimo, ko je šla Alpe Adria v stečaj, je Slovenija ostala brez letalskega prevoznika
ki bi v primeru COVID-a lahko se pač zanesel na nek svoj vir in takrat smo mogli najemati različne ponudnike, ki so za nas prevažali marsikatero opremo. Zdaj, te zmogljivosti pa seveda so potem povezane še na različnih drugih področjih, tako da glede na to, kar se dogaja v Ukrajini, pa seveda ne gre za to, da bi želela karkoli strašiti kogarkoli, ampak treba bo narediti nekaj ključnih miselnih preskokov v tem, kako si bomo zagotavljali nacionalno, pa tudi skupno varnostno in obrambno politiko v Evropski uniji. Toliko na kratko, Matej. Hvala, Lili, za to izčrpno obravnavo v bistvu zelo številnih tematik na področju varnosti in obrambe, in tako za države članice kot za Evropsko unijo ogromno nekih izzivov. Najbolj seveda kompleksno je to, da te izzivi pogosto pridejo tudi nepredvidljivo. Na nek način pa podobno zgodbo smo spremljali pa tudi na ekonomskem področju v Evropski uniji, vse od propada Lehman Brothers naprej. In to vprašanje, namreč vprašanje ekonomskega okrevanja in ekonomske prihodnosti Evropske unije, smo v working paperju zastavili kolegu Justinku, ki mu zdaj dajem besedo. Prosim. Ja, hvala lepa za besedo, tudi kolegicam predhodno za tole izvajanja, za tale izvajanja. Jaz bi se mogoče kar malo navezal na kolegico Brožičevo, ki je bila pred mano, ko je omenjala nekaj o soft powerju in tako dalje, torej v nekih močeh. Zdaj, jaz sem se tukaj v svojem prispevku ukvarjal dejansko z neko močjo Evropske unije, torej ekonomsko močjo, kako močna je prav ta skupnost, če hočete, in tako dalje. Zdaj, meriti moč je zelo težko v mednarodnih odnosih. To je včasih tako, da dostikrat se po nekem spopadu ali po neki vojni se potem gleda, kdo je kaj več in tako dalje, ampak to je seveda vse post festum, torej kako pravzaprav meriti neko moč v prihodnje in tako dalje, je stvar ene širše debate in razprave. Zdaj, jaz sem malo pogledal v tem paperju v svojem, recimo čist neke standardne kazalce ekonomske in kakorkoli bi rekel, obračamo te podatke o gibanju bruto družbenega proizvoda pa o nekem recimo per capita, torej koliko je na državljana in tako dalje predvidena neki prihodki v prihodnjih, rečemo, 5-10 letih, 5-10 letih, pravzaprav mislim, da skoraj vse inštitucije približno zelo podobno napovedujejo, da bo ta gravitacija recimo se premaknila oziroma ta dinamika največje se premaknila nekam v Azijo. Torej, tam bi naj bila v naslednjih obdobjih neka tista, bi rekel, ekonomska najbolj propulzivna dejavnost in največ dogajanja. Nekako včasih jaz to rečem, tudi z študenti, da če se je tam rečemo najprej prvih nekaj tisoč let našega zavedanja v Evropi vse dogajalo okoli Mediterana, okoli Sredozemlja, se je potem z velikimi odkritji pravzaprav v 15. stoletju vse premaknilo na Atlantik in zdaj lahko opažamo zadnjih 20-30 let nekako mogoče premik tega, bi rekel, še z Atlantika tja na Pacifika, torej v to območje, kjer je vse ta ekonomska aktivnost res zelo, bi rekel, tako dinamična. Nekako to je bilo tisto izhodišče, potem pa sem šel nekako po 2-3 nekih področjih, kjer smo malo pogledali. Zdaj, eno izmed področij je seveda trajnost, kjer Evropska unija, bi rekel, ima številne neke strategije v okviru tega, bi rekel, zadnjega paketa je tudi sprejela številne neke, bi rekel, čisto konkretne ukrepe in tako dalje. Tudi zagotovila sredstva, tudi to je potrebno dodati v okviru vseh teh paketov, ki so bili pripravljeni tudi zdaj po COVID-u. Tako da tu ima Evropa zagotovo ogromne prednosti. In po nekih podatkih, recimo, ki se dajo malo primerjati, recimo vsaj na podjetniškem sektorju, med recimo podjetji z več kot milijardo prihodkov in tako dalje, recimo je takole zdaj preko palca, da rečem, okrog 65% recimo podjetij, ki izražajo neke trajnostne ambicije, ki imajo neke trajnostne rezultate, so iz Evropske unije, recimo tista preostala tretjina je pa iz preostalega dela sveta in tako dalje. Tako da
če primerjamo neke različne zelo, tako bi rekel, poljubne ali pa takšne kazalnike, lahko ugotovimo, da pač nekako Evropa tu je, ima neko izhodiščno prednost in tako dalje, je skratka ima neko moč, je nek player, če se izrazim malo poprej poobrambno, ne. Zdaj, če pa pogledamo mogoče tista druga točka, saj veste nekako ključne teze zdaj, bi rekel, o kateri govorimo, so torej trajnost in pa digitalno, ne. Torej, digitalno, ne, tukaj pa spet pravzaprav številne kazalnike, številne analize, ki jih pogledamo, pravzaprav žal lahko ugotovimo ravno obratno, ne. Tukaj pravzaprav, če pogledamo, ne vem, top 10 podjetij, ne, najbogatejših in tako dalje, top 10 blagovnih znamk, ki so po vrednosti, ne, med 10 najbolj vrednimi znamkami, je samo ena iz Evrope, in tako dalje. Skratka, tukaj Evropa res, bi rekel, močno zaostaja. Kar mi je bilo tukaj zanimivo, ker ko se pogovarjamo o digitalnem, seveda to ne moremo nekako spregledati, da rečem tudi navezave na univerze, na izobraževanje. In tukaj mogoče mi je bilo nekaj novega, ko sem ta paper pripravljal, ne, da torej je bilo zanimivo ugotovitev recimo v zadnjih 10 letih številne kitajske univerze, ki so pravzaprav vse v zadnjih 10 letih uspele povzpeti po tistih lestvicah med top 100 univerz, in to mislim, da so kar 3 take bile, ki so torej v zadnjem obdobju uspele preskočiti med teh 100 najboljših univerz in tako dalje. Skratka, gre za kar neke precejšnje premike, ne, tudi na tem področju, in tukaj v bistvu Evropa pa ekstremno zaostaja, torej na področju tega digitalnega paketa, če temu tako rečem, in tukaj zagotovo bo potrebno veliko narediti, ne. Zdaj, ni mi treba posebej najbrž izpostavljati, ne vem, če samo omenim recimo par takih primerov, ki so najbrž nam vsem znani, ne, od nekoč zelo znane finske Nokia, ne, na področju recimo mobilne telefonije, ki je pravzaprav obvladovala ta trg in bi rekel, imela prevladujoč tržni delež, ne, Ericssona, švedskega, ki sta skupaj pravzaprav imela v obdelavi pravzaprav cel ta trg. Danes pravzaprav nikogar od teh podjetij v tem segmentu skoraj da ni več zares prisotnega, ne. In recimo naslednja, ki je taka stvar, ki pa se kaže zelo močno ali pa bi rekel še bolj z slovenskega vidika problematična, je pa seveda avtoindustrija, ne. In tukaj v bistvu smo pa prav tako uspeli videti, da ne vem, stoletja stara podjetja, nemška iz področja avtoindustrije, ki v bistvu imajo neprimerljive, ne, torej cifre, recimo en BMW ima tam 10.000 ljudi v razvojnem oddelku zaposlenih, pa pravzaprav zaostaja za recimo nekim 10 let starim podjetjem, ne, oziroma 10-15 let starim podjetjem tam iz Kalifornije, ki sliši na ime Tesla. Ne, tako da tukaj so neke izjemne, bi rekel, premiki, izjemni dogodki, ki se dogajajo tako na področju vsebin ekonomskih, kot tudi na tem čisto geostrateškem področju ekonomskem, in tukaj je pač treba biti, bi rekel, zelo pozoren, in tukaj so ene stvari in nekako, kot sem potem zaključil v tem paperju, ne, je nekako po moji oceni Evropa zelo dobro, ne, to, kar smo že velikokrat rekli, ima ogromno zelo dobro pripravljene strategije, potem sami implementaciji morda nekoliko šepa, če gremo čisto po teh točkah, ne, na področju trajnosti dejansko, so te strategije nekako zaživele, morda vsaj nekako, ne, medtem ko na področju digitalnega pa morda nekoliko manj. Pa morda se na tej točki jaz ustavim, pa potem raje razpravi naprej. Hvala lepa. Mikrofon, kolega. Kar obdržal v razpravi po načelu tisti, ki so zadnji, bodo prvi. Namreč morda 2 hitra odziva. Kaj bi morala Evropska unija storiti, da bi to spremenila? Ker v tvojem izvajanju se je čutilo kar nekaj sledi pelina. In na drugi strani, kako sicer ocenjuješ ekonomsko sodelovanje s Kitajsko? To sprašujejo iz naše publike. Ja, hvala lepa. Zdaj, kaj narediti na nivoju Evropske unije, da temu ne bi bilo tako?
Mogoče to vprašanje za kakega evropskega komisarja, ki lahko pa me imenujete na to mesto nekega dne, pa bom mogoče potem se poskušal s tem zares ukvarjati. Saj pravim, težko, ne? Jaz mislim, da strategija, tudi ta digital transformation strategija, ki je pripravljena na nivoju Evropske unije, nagovarja prave stvari. Jaz sam, mislim, da sva tudi sama midva imela razprave, ne? Jaz sam prišel do te strategija in kaj bi bilo nekako neki ukrepi, cilji, to je več ali manj to, kar bi najbolj bilo potrebno narediti. Ampak nekako v tem praksi ne zaživi. Najbrž je tudi tukaj, mogoče tisto, kar bodo kolegice pa ostali povedali, najbrž je neka razlika, če se vsaj z Združenimi državami primerjamo, ne, v tem, da dejansko kot enotni trg, evropski trg ne deluje, ne funkcionira, ne, mi lahko v bistvu imamo neka skupna pravila, ampak ni to še vedno to, ne, torej pri nas še vedno, ne, to ni čisto pravi, govorim čisto tako podjetniško, ne, se evropski trg ne tretira kot enoten trg, ne, tudi če mi ne vem kako in največ to terja nek določen čas. Kar zadeva pa Kitajsko, Evropska unija, Kitajska, seveda, ne, zdaj kot Slovenija, če tako rečem, del Evropske unije, smo lahko pravzaprav sploh na tem ekonomskem področju zelo srečni, da smo del Evropske unije, ne. Tu bi lahko zdaj v 1 uro o tem govoril, ampak iz številnih razlogov, ampak to je eden izmed tistih, ne, kajti recimo verjemite, da če bi Slovenija bila, ne vem, samostojna država, tako nekako kot Švica, nekje kot nek bi rekel, čisto en taki samostojni otoček tukaj naokrog, verjemite, da se mi za Kitajsko kaj veliko ne bi, oziroma predvsem oni z nami, ne pogajali o kakih sporazumih ali čemerkoli in tako dalje, ne. Zdaj, najbrž drugo vprašanje pa je, ki se tiče Kitajske, kar jaz velikokrat tudi odprem, ne, seveda, ne, mi poznamo sistem delovanja na Kitajskem, politični sistem, spoštovanje človekovih pravic in tako dalje, ne nazadnje smo imeli v zadnjem tednu veliko razprav, tudi odzivov na izjave našega premierja, ne, v zvezi s Tajvanom in tako dalje. Tukaj bi rekel pravzaprav vsi zelo pragmatično, ne, če rečem tako, druge svetovne velesile poslujejo, ne, nekako. Vsi se zavedamo, da Kitajska je enormna gospodarska velesila in težko zaobideš, to se je tudi pokazalo zdaj v zadnji krizi, ne, COVID, kjer smo pravzaprav vsi potrebovali zaščitno opremo, ki prihaja iz Kitajske, ne. Tako da težko zaobideš dejansko danes, bi rekel, Kitajsko na področju gospodarstva, ampak nekako bi rekel, moče tiste bolj z večjo močjo države, ne, da tako rečem, to nekako malo bolj s pridom nekako uspejo balansirati med temi ekonomskimi interesi, na drugi strani pa tudi mogoče temi interesi, za katere pa vsi vemo, da recimo na Kitajskem zagotovo niso ravno na visoki ravni, torej če govorimo o človekovih pravicah, odnosov do teh nekih teritorijev, ki sodijo pod Kitajsko in tako dalje. Tako da tu bi lahko marsikaj odprli in marsikaj debatirali. Hvala. Hvala lepa, kolega Justinek. Mogoče, če se zdaj vrnemo nazaj k tebi, Lili, tudi ti si pravzaprav opozorila kar na nekaj lukenj, ne, v evropski varnostni obrambni strategiji in še bolj praksi. Izpostavila si pomen zavedanja državljanske zavesti, tako zlasti na evropski ravni. Eden od naših poslušalcev pa je izpostavil, da je ta zavest jasno potrebna tudi na nacionalni ravni. Tudi v Sloveniji pravzaprav opažamo, ali pa predvsem v Sloveniji opažamo eno takšen odnos, da pravzaprav se počutimo zelo absolutno varne na nek način in imamo zelo tak negativen odnos, kadar se pogovarjamo o potrebi po krepitvi naše lastne nacionalne varnosti. Kako ti skoraj tako v sociološkem smislu pa iz prakse vidiš, od kje bi se ta zavest tako na nacionalni kot na evropski ravni lahko prikradla, da bi se vzpostavila ta potreba po več skupnega delovanja, da bi bili lahko bolj varni, tako v medsosedski politiki, kakor v globalnem smislu? Prva stvar, ki jo moram omeniti, namreč mene tudi osebno zelo moti to neozaveščanje tega pogleda na varnostno situacijo, ne.
Tudi jaz sem se večkrat že spraševala, kaj pa lahko naredimo. Ja, seveda ozaveščaš, govorimo, imamo forume in podobne stvari, ampak moram reči, da sem sama prepričana, da nas bodo okoljske spremembe dobesedno prisilile v to, da se bomo več začeli s tem ukvarjati. Namreč, ko sem prej omenjala zmogljivosti, večkrat imam občutek, da smo kot družba, če se malo navežem na Gorazd, da dobesedno zaspali. Torej, dosegli smo ta cilj, prišli v Evropsko unijo in tako naprej, ampak potem smo enostavno pozabili biti aktivni državljani. In to je tisto, kar nam najbolj manjka, seveda s tem, da nam manjka tudi to zavedanje, da smo v Evropi skupaj, ker kakorkoli obrnemo je Evropska unija kot neka zveza različnih držav absolutno odličen dosežek, kar se tiče družbe kot take. Bi pa omenila naslednje, namreč prej sem govorila o zmogljivostih. Torej, Evropa je ves čas se ukvarjala z nekimi težavami, ki so jih imele najrazličnejše države, narodi, kontinenti nekje drugje. Zdaj pa je prisiljena, da se ukvarja s temi zadevami pri sebi doma. Prej sem že omenila poplave v Angliji, Nemčiji in podobne stvari. Treba se bo enostavno začeti več ukvarjati s tem, kako so te nacionalno-varnostni sistemi organizirani, pa ne samo to, kar je klasično v sistemu nacionalne varnosti, ampak tudi recimo, zdaj smo videli ta zdravstvena komponenta, ki je zelo pomembna in seveda vsa ta okoljska, enkrat imamo suše, imamo dež, imamo tretje, nekateri imajo, ne vem, neke vulkane in podobne zadeve. Namreč, vse te zmogljivosti, ki jih imajo države pri zagotavljanju odpornosti družbe, so v nekih obstoječih zneskih zmogljivosti, s tem mislim, kaj ima vse država na voljo, da lahko skrbi sama zase oziroma sankcionira neke zadeve. In te zmogljivosti so bile vsa leta pripravljene na način, da grejo lahko, če bo treba, v nekem društvu še z nekom nekam pomagati. Zdaj, COVID je pa pokazal to, da moraš ti sam poskrbeti sam za sebe. In šele, ko si sam res dobro poskrbel za sebe, potem lahko greš pomagati nekomu drugemu, ker nekdo drug, ki bo istočasno v stiski, bo tudi mogel najprej poskrbeti sam za sebe. In zdaj, te problemi, ki se nam dogajajo na področju varnosti in obrambe, se več ali manj dogajajo vsem hkrati. In tukaj prihaja do problema s temi zmogljivostmi, ker tega enostavno ni dovolj. Torej, mogli smo se obrniti na najrazličnejše dobavitelje, organizatorje in podobne reči. In se pravi, mora priti do nekega preskoka pri tej zavesti in mislim, da nas bo to dobesedno okoliščine prisililo, tako kot nas je na določenih stvareh prisilil COVID. Po drugi strani si bo pa treba prizadevati za čim večje ozaveščanje in pri nekaterih okoljskih težavah, ki nastajajo, bo nacionalni vidik utegnil biti enostavno premajhen za to, da bi lahko karkoli reševali in bomo določene stvari mogli tudi naprej reševati skupaj. Tudi kar se tega COVID-a tiče, ni videti, da bo kar, ne vem, poniknil čez par dni. Torej, ta globalna povezljivost bo vedno bolj pomembna po eni strani, po drugi strani bo pa tudi tega tekmovanja vedno več. Se pa seveda, če gledam zdaj iz nacionalnega vidika, pa z neke majhne države, se pa človek potem seveda vpraša, kaj vse pa lahko taka mala država naredi. Zdaj, včasih so rekli, ne vem, gremo v EU pa NATO zato, ker imamo vse, kar imajo veliki, ampak dejstvo je, da nismo veliki. Torej ne moreš ne vem koliko enih stvari nameniti samo za en sektor, sploh če imaš težave še kje drugje. Morali bomo biti bolj povezljivi. In zdaj tukaj bi izpostavila to, kar je bilo v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije pa le poudarjeno, pa po moji oceni kar nekaj napora vloženega, je bilo to, kaj se dogaja v naši okolici oziroma na Balkanu, kar se tiče varnosti na Balkanu. To je en tak poseben segment. Res je, da smo mi prisotni tam že kar nekaj let na tak ali drugačen način, bistveno se stvari sicer niso izboljšale, ni nekega vidnega napredka v tem kontekstu, sploh recimo okrog tega, da bi se te države priključile tudi Evropski uniji. Smo pa zagotovo izpostavili ta problem in poskušali z kar mnogimi dogodki, jaz bi tukaj omenila strateški forum na Bledu, nekako to temo ozavestiti, pa jo ponovno odpreti, pa to, da bi prišlo do nekega napredka.
Ja, sociološkega vidika bo pa definitivno treba nekaj več narediti v smislu tega občutka, da smo tudi državljani Evrope. Zdaj, kdaj bomo do tja prišli, odvisen, koliko bomo imeli nekih težav, ampak prepričana sem, da ta naš projekt bo zagotovo nekaj k temu prispeval, tudi vsi dogodki, ki smo jih imeli. In mislim, da moramo biti samo še naprej aktivni državljani, te teme odpirati, na njih opozarjati. Tako da to bi bilo to, no, z moje strani. Hvala lepa. Zdaj, potreba seveda po skupnem delovanju na evropski ravni, omenila si vsaj okolje, v zvezi z okoljskimi krizami, za sabo potegne tudi več evropskega upravljanja. In ravno na teh upravljalskih področjih, z razmahom evropskega upravnega prava se razmahuje tudi mehko pravo, o katerem je prej govorila Verena. Mogoče, Verena, če bi na kratko razložila za tiste, ki niso poslušali morda tvojih ali pa najinih skupnih predmetov o tem, kaj pravzaprav mehko pravo je in ali bi to mehko pravo lahko v celoti nadomestili s trdim pravom, da ne bi povzročilo teh težav, o katerih si prej govorila, težav zlasti z vprašanjem transparentnosti, predvidljivosti, pravne varnosti, ki jih zahteva vladavina prava. Ja, torej, strnjeno v enem stavku, pri mehkem pravu v bistvu gre za pravne akte, ki niso strogo formalno, nimajo stroge formalno zavezujoče moči. Dva izmed teh, ki sta dejansko, oziroma dve vrsti, ki sta dejansko omenjene v pogodbi o delovanju Evropske unije, so mnenja in pa priporočila. Vendar pa ob teh dveh obstoji še cel kup drugih oblik, kot so sporočila, navodila, obvestila, pisma, ki v bistvu kljub temu, da niso sprejeta na takšen način kot zakonodaja, zdaj tekom razvoja se ugotavlja, da imajo izrazito pomemben učinek. Naprimer, če pogledamo področje državnih pomoči, je v bistvu gre za pravno področje, kjer ima Evropska komisija diskrecijsko pravico in z namenom izključiti politični konflikt, ko odloča o skladnosti oziroma neskladnosti nacionalnih ukrepov z notranjim trgom, sprejema mehko pravo. To mehko pravo sprejme sama, sicer se z državami članicami posvetuje, ampak ni nobene obveznosti, da njihova mnenja upošteva. Vendar pa potem v končni fazi neko odločitev o skladnosti nacionalne državne pomoči sprejme na podlagi ravno teh mehkih pravnih pravil, sprejmejo v obliki odločitve in ta odločitev je za države članice v celoti zavezujoča. Torej, v bistvu država članica po eni strani, ko se sprejme mehko pravo, se ji predstavi, vi ste suvereni, vi lahko delate, kaj hočete, to je v bistvu samo mehko pravo. V končni fazi pa se ji skozi intervencijo Evropske komisije, naprimer pač pri odločitvah Evropske komisije, se državo članico na koncu v bistvu prisili, da takšna mehka pravna pravila dejansko upošteva. Zdaj, kar se tiče zamenjave mehkega prava z zavezujočim pravom, idealno bi seveda bilo, da bi vsa evropska pravna pravila bila sposobna hitrega, prožnega reguliranja in pa bila sprejeta po zakonodajnem postopku. To seveda ni možno oziroma ni bilo možno, zaradi tega se je dejansko pojavilo mehko pravo. Ni mehko pravo samo po sebi prva odločitev Evropske unije za reguliranje. Evropska unija se ni zavestno odločila, dajmo namesto zavezujočega prava sprejemati mehko pravo. K temu so se dejansko usmerili takrat, ko so ugotovili, da pa sprejem zavezujoče zakonodaje ne bo možen. Če bi zdaj mi hoteli vso mehko pravo nadomestiti z zavezujočim pravom, mislim, da to praktično ne bi bilo izvedljivo, ker je veliko pravnih pravil v teh mehkem pravu, ki so arbitrarna, če rečemo ne najlepše,
veliko je kritičnih pravnih pravil, s katerimi se države članice ne strinjajo. Evropska unija jih tako malo skozi zadnja vrata vpelje v evropsko integracijo. Tako da odgovor na to vprašanje glede nadomestitve bi bil, da po mojem mnenju dokaj težko izvedljivo. Bilo bi mogoče mehkemu pravu glede na predloge povečati stopnjo legitimnosti, s čimer bi v bistvu razjasnili pomen in vlogo mehkega prava, predvsem pa ga približali ljudem, v smislu, da bi tudi državljani Evropske unije se počutili bolj pripravljeni upoštevati ali pa bolj sprejemali ta pravna pravila, ampak naenkrat žal še nič ne kaže v tej smeri, tudi v tej, ko na evropski ravni poteka projekt k okrepitvi prava Evropske unije, na primer vprašanje, kar se tiče mehkega prava in povečanje njegove legitimnosti, ni niti predvideno za razpravo, niti za kakršnekoli morebitne spremembe. Ampak tako da zaenkrat lahko samo upamo, da bo kmalu kaj storjeno v tej smeri. Hvala. Hvala, Verena, to tvoje izvajanje me zdaj lepo pelje nazaj k Maji. Namreč tudi listina temeljnih pravic Evropske unije je na začetku nastala kot mehko pravo, ne? Bila je slovesno razglašena že leta 2001, potem pa je kot formalno pravno zavezujoč pravni akt vstopila v veljavo z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Maja, vidva sta, torej, kot že rečeno, s kolego Letnerjem Černičem se zavzemata za to, da bi tudi pravzaprav dopustili dostop posameznikov na sodišče Evropske unije zoper pravne akte držav članic. Pa me zanima, kaj misliš, ali ne bi ta izjemno ekspanziven predlog pripeljal pa do tiste nesrečne situacije, v kateri je trenutno Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je izrazita žrtev svojega uspeha na 10.000 zadev na leto, v katerih uspe dejansko odločiti, saj vemo, v manj kot 5% zadev. Ali ne bi to vrstna reforma, kateri se vidva nagibata, tudi povzročila to, da bi tudi sodišče Evropske unije postalo žrtev svojega lastnega uspeha? Ja, hvala za to vprašanje. Seveda dejstvo je, da bi to vrstna reforma seveda povzročila neke dileme, ne samo to z preobremenitvijo sodišča, ampak tudi druge. Vendar po drugi strani gre tudi predpostavljati, in tudi nekatere raziskave že kažejo v to smer, da bi se dalo že v obstoječi organizaciji sodišča najti kapacitete za obdelavo takih postopkov. Seveda bi bilo potrebno uveljaviti določene omejitve in te bi bile nujne. Recimo seveda uvedba nekih procesnih predpostavk, pa tudi konceptualno dalo bi se to dopolniti tudi recimo z reformo predhodnega vprašanja. Ampak seveda dejstvo je, da doprinos bi bil ogromen, koristi za posameznika bi bile zelo velike in bi se že za to splačalo potruditi, prav tako pa bi to v bistvu prispevalo tudi k neki kredibilnosti v bistvu tega avtonomnega sistema za varstvo človekovih pravic, h kateremu Evropska unija po uveljavitvi listine, torej po implementaciji svojega lastnega kataloga za varstvo človekovih pravic, tudi stremi. Tako, hvala. Maja, tako naredili smo zdaj dva kroga z našimi panelisti. Nekaj vprašanj iz publike smo dobili, nekaj smo jih že ošvrknili skozi našo razpravo. Zdaj pa imamo v glavnem vprašanja, ki so namenjena tistemu delu panelistov, ki se ukvarjajo torej bolj z obrambno-varnostnimi in zunanjepolitičnimi zadevami. Jih bom strnil tako nekako v dve vprašanji in potem prosil najprej Lili, potem pa Gorazda, da res na kratko, skoraj da torej v smislu zaključne besede odgovorita na ta vprašanja. Torej, eno vprašanje se nanaša na
kako pravzaprav konceptualizirati varnostni vidik, ne? Ali naj se Evropa koncepira kot trdnjava Evropa, torej kot nekdo, ki pravzaprav vodi eno tako defenzivno politiko, ali pa na drugi strani zavzame politiko Združenih držav Amerike, za katero smo nekdaj govorili, da se grejo policaja, globalnega policaja. To je torej eno vprašanje. Drugo vprašanje se pa navezuje na nove tehnologije. O digitalizaciji je bilo danes že veliko govora. Tukaj našega kolego, študenta, zanima vprašanje zlasti hibridnih groženj. Ne, mislim, da verjetno tu ne samo digitalnih hibridnih groženj, ampak tudi hibridnih groženj v smislu zlorabljanja človeškega faktorja, beguncev, migrantov za ogrožanje stabilnosti Evropske unije. In torej digitalizacija v smislu zaznavanja kompleksnosti kriz v Evropski uniji. Sam bom odgovoril na vprašanje eno od naših poslušalk. Ne, v okviru tega projekta se nismo posebej ukvarjali z 4 ekonomskimi svoboščinami, skupnim trgom, tako da se zato tudi v tem working paperju temu vprašanju nismo posebej posvetili. Tako, zdaj pa morda najprej Lili, ti z vidika trdnjave Evrope in hibridnih groženj, potem pa še Gorazd, ista zadeva, pa morda še s podnaslovom digitalizacije. Lili, prosim. Torej, moja ocena je, da Evropa ne more biti v taki vlogi recimo prvega policaja svetovnega, kot je Amerika. Več stvari na to vpliva. Prvič je enostavno zgodovina drugačna, miselnost je drugačna in vrednote so v Evropski uniji povsem drugačne kot recimo naprimer v Ameriki. Če pogledate, Amerika praktično da 20% BDP-ja za obrambo. Njim tam ni nič škoda, Evropska unija bazira čisto na nekih drugih vrednotah. In zdaj te vrednote so zelo visoko postavljene in so bile na ključni preizkušnji 2015, ko je prišla migracijska kriza. Bili smo na resni preizkušnji. Zdaj, če bi se Evropa slučajno zaprla, bojo še vedno množično prihajali ljudje vse povsod, ker smo dobesedno sinonim za visoko kakovostno življenje. In bomo vedno privlačni za najrazličnejše ljudi iz vsepovsod. Zdaj, če pogledate recimo, kakšen je spekter ljudi, ki prihajajo živeti v Slovenijo, ne kot ilegalni migranti, ampak kot legalne migracije, boste videli, da podatki kažejo še posebej recimo konca avgusta lansko leto, da je k nam prišlo v Slovenijo zato, da dobijo stalno ali začasno prebivanje tujcev, na novo zelo veliko ljudi. In prihajali so iz 140 različnih držav. Torej, Evropa bo definitivno s svojimi vrednotami in kakovostjo življenja še naprej zelo privlačna za nove prebivalce, definitivno. Tako da zdaj upam, da sem nekako na hitro odgovorila na ta del vprašanja. Zdaj, kar se pa tiče kibernetske varnosti, jaz bi omenila samo to, da je v začetku decembra imela EDA, European Defence Agency, svojo konferenco, kjer je poudarjala inovativnost in inovativnost. Zdaj, ne vem, koliko vas pozna, kakšen je ustroj delovanja skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, namreč gre dobesedno za konglomerat. Pred časom je Daniel Fiot objavil shemo procesov in inštitucij, ki so v Evropski uniji in je zadeva dobesedno nepregledna. Torej, vse, kar poteka, poteka na več smereh in še enkrat posebej poudarjam, da je princip bottom-up. Torej, nič ni obvezno, vse je stvar dogovora, vse je stvar tega, kaj kdo želi sodelovati, participirati, pri čemerkoli pač biti del zgodbe. In na ta način je potem vse skupaj, zdaj bom malo karikirala, podobno recimo neki humanitarni organizaciji. In na tak način ne moreš zagotavljati nekih resnih pristopov k področju varnosti in obrambe, da je vse nekaj prostovoljno, pa bomo dali, če bomo imeli, kako bo. Kar se tiče pa kibernetske varnosti nasploh, bi pa rekla, da je to področje, ki se izredno spreminja, napreduje. Mi sami smo pa vedno tisti, ki skrbimo za to,
da na tem področju ni varnosti. Namreč vse objavljamo, širimo, delimo in iz tega seveda lahko potem ti, ki se s tem ukvarjajo, pridejo do mnogih podatkov in lahko naredijo veliko škode. Zdaj, tako škodo smo malo videli takrat na primerih Latvije, Estonije z elektriko, da sploh ne omenjam primera Krima, kako si je Rusija prisvojila Krim. Torej, gre za področje, ki bo pokazalo še mnoge pojavne oblike svoje in s tem je treba definitivno računati. Mislim pa, da kar se tiče Evropske unije, da še zdajleč nismo pripravljeni na to, da bi se temu lahko na nek soliden način zoperstavili in tukaj bi pa kar končala. Hvala. Hvala, pa še kot napovedano še kolega Justinek, tako za konec. Ja, hvala lepa. No, jaz bom mogoče bolj kot neko sklepno besedo, ker mislim, da je kolegica pred mano pravzaprav vse že odgovorila in bi težko kaj pametnega dodal, razen to, da dejansko to, kar je že povedala Lili, je seveda, mislim, informacije so, včasih smo rekli, nekoč je bila nafta, danes že praktično v prihodnosti pa zagotovo bodo pravzaprav neka izjemna to vrednota in izjemno vrednost bodo imele informacije oziroma imajo to že danes. In seveda z digitalizacijo, kot je bilo rečeno, te informacije mi sami pogostokrat kar sami razširjamo brezplačno in tako dalje. In digitalizacija je ena fina stvar, recimo, če pogledamo iz tega vidika, da neko našo start-up podjetje nekje začne v neki kleti, in pravzaprav lahko takoj začne prodajati po vsem svetu nek svoj aplikacijo ali nek svoj izdelek, kakorkoli. Po drugi strani pa, kot je rekla že Lilija, vsi nekje tam danes tudi v Slonokoščeni obali lahko čisto lepo preprosto, če imajo mobilni telefon in internet, ne spremljajo, kaj se dogaja, na naših kamerah, na našem smučišču, ne vem kje, kdo vse kaj in tako dalje. In seveda, ko ti vse te informacije dobiš, vidiš, postanejo take stvari mikavne, sploh pa, če ti nekdo še malo te informacije prefiltrira, da so sploh takšne, kot si jih najbrž on recimo želi ali pa nekdo drug. Potem pa imate zgodbo, kot je tudi bila omenjena, v Ukrajini, na Krimu ali pa kje drugje, ali pa tudi ob kakih drugih volitvah, kje kdaj smo že slišali, da so bili kakšni uredniki vmes in tako dalje. In tukaj se lahko izjemne zlorabe, izjemne stvari dogaja in mislim, da se mogoče tega mi sploh še ne zavedamo, kaj se tukaj v ozadju dogaja v tem meta svetu, da tako rečemo. Bodi naj to dovolj za zaključek. Hvala. Hvala lepa tudi tebi, kolega Justinek. S tem smo današnjo razpravo pripeljali do konca. Nikakor nismo izčrpali vseh izzivov, pred katerimi stoji Evropska unija, pred katerimi še posebej stoji prihodnost Evropske unije. Izpostavili smo določene aspekte tega problema, tiste, o katerih smo pisali v omenjenem working paperju. Ta working paper bo zdaj raziskovalna skupina nadgradila v znanstvene članke in jih objavila v posebni izdaji revije Dignitas, kjer jih bodo lahko prebrali tudi tisti, ki danes niso uspeli biti z nami. Tisti pa, ki ste bili z nami, se vam zahvaljujem za pozornost, za vprašanja, ki ste nam jih zastavili, še posebej pa se seveda zahvaljujem za sodelovanje mojim današnjim panelistkam in panelistu. Hvala lepa vsem in lep pozdrav do prihodnjič, lepo se imejte. Hvala enako, čau.